decembrski dnevi so bili mrzli, a pri Ribičevi, kakor se je po domače reklo, Prešernovi domačiji v Vrbi na Gorenjskem, je bilo vznemirljivo toplo. 26-letna Mina in 38-letni Šimon Prešeren sta pričakovala rojstvo svojega tretjega otroka. Starejši deklici, 2-letna Ira in leto dni stara Katra sta mirno spali, oče Šimon pa se je zaskrbljen motal okoli hiše. 3. decembra je ob 3 popoldne otroški jok naznanil rojstvo. Oče Šimon je na vrat na nos prihitel v hišo, kjer so mu ženske povedale, da se mu je rodil zdrav fant. Čez nekaj dni so novorojenčka odnesli v uro hoda oddaljene rodine, kjer ga je za Franceta krstil kaplan Muhti. France je postal očetov in materin ljubljenec. Odkar je shodil, je bil tako samo svoj otrok, da sta bila oče in mati na nehote bolj pozorna, kakor na ostale. Bil je bister, a v svoje sanje pogrezen otrok. Cele dneve je blodil po tratah in pašnikih, spuščal se k savski strugi in plezal po hribih med čredami in skalami. Prisluhnimo, kakšne račune sta imela z njim. Gospod naj bo, saj vidiš, kako je prevzet od molitve. Meni je rekel, da bo cesar. Nedeljo sem ga slišal, kako se je pripiral z Jerico. Češ, da bo tak gospod, da mu bodo na pogrebu stopovi na čas streljali. Zadnjič je bil čisto prevzet od brambovskih pesmi. Veš, jaz bi ga najraje imel tu doma, pa noče o tem nič slišati in delo ga tudi ne veseli. Kaj je res tekal za vojaki kot kakšen teliček? Res, na lastno očesa sem slišal in videl, kako je s privzdignenimi rokami prosi vojaka, naj ga vzame seboj. Ko sem ga odlekel stran, je zatrmaril, češ, da bo soldat, ker soldati tako lepo pojejo. Seveda bo soldat. Ali ste slišali, ki smo posupeli? Rad bi hodil z njimi, da bi jih poslušal. In nas je tak dolg čas. Tako ti hoji povsod. Soldat bom ja. Pri meni boš doma, oralen cijala bova. Ko pa bo delo opravljeno, bova vozarila. Na Dolenjsko, na Koroško, še na Laško se boš zapeljal. In slišal boš lepše pesmi, kot so te vojaške liže. Nočem biti ne kmet, ne boš ti. Oče, me dajte v šole. Rad bi vedel, kaj piše v bukvah. Res bi rad to vedel, ko pa vidim, da tudi Bog ne dela tako boš. Jezus Marija, kaj paš, da bo draž otrok nesrečni? Poglejte, mati, kaj nam ni krava poginila, čeprav smo molili zadnjo. Krištjanova mati so umrli in pustili otroke same. Oče nam je vso pšenico stopla. Molim svetemu duhu, sveti Katarini, da ti ne bo zmešalo v takih zvesti. Ne boš se mi ne. Samo v šole me dajte, da se naučim, kaj vedo učeni ljudje. France, a sploh vidiš, kako si nestanoviten? Kakor pomladno vreme. Najprej bi pobegnil z vojaško bando, zdaj pa kar naenkrat razmišljaš o mestnih šolah. Res, oče, da še sam ne vem, kaj bi zares rad. Zaenkrat bi šel kam drugam. Odpeljem te na Dolenjsko, k staremu striču Jožefu. On naj razsudi, kaj bo s teboj. Jutri grem v svet. Godec bom. Godel bom tako milo, kakor godelo vojaški godci. Srečni otrok, kaj ni bi, da se poslavlja od doma. Tako majhen in tako občutljiv. In še tako nebogljen je ta naš France, pa že mora od hiše. Tisto noč je France zadnjič spal pod rodno streho. 7-letni France se je torej poleti z očetom Šimnom odpeljal skozi Radovljico, Kranj, Ljubljano, Šmarje in Grosuplje k staremu stricu Jožefu na Kopanj. Stric je bil kopanski fari dušni pastir. Gospodinja mu je precej starejša sestra Mina, Prešernova babica. Prvo leto je Francetu zelo hitro minilo. Stricem sta posedala pod košato lipo ob kamniti mizi, kjer ga je stric učil prvih črk in računstva. Ob tem mu je večkrat hudomušno navrgal. France, imaš, pameti pa nimaš.
France se je že po zimi naučil slovenskega in nemškega branja. Od takrat ni bila pred njim varna nobena knjiga. Nekaj časa je stric zaklepal knjižnico, France pa mu je izmikal ključe in se skupaj s knjigami skrival po sončnih jasah pred cerkvijo ali pa hodil brat na polje in v gozd. Nekoč je našel 3 zvezke pisanic prvega slovenskega pesniškega almanaha iz časa razsvetljencev. Frančiškani, ki jih je cesar Jožef najbolj zatrl. V bistvu jih je zatrl že duh protestantizma. Eden najbolj gorečih frančiškanov je bil Bornik, Valentin Bornik, najbolj zavzet Napoleonov bratec. Stric, ali niste tudi vi eden luteranov, ki preganjajo pretirano pobožbo in ne verujejo v papeža? France, ni vse luteranstvo, kar ne ugaja babam in praznovlavcem. Silnejši veter bo moral zapihati, da bo odnesel vse, kar je v nas poganskega. Pravzaprav ti v tem ne bi smel praviti, a ti frančiškani so sladkimi besedami hoteli pritegniti ljudi. Ampak stric, pesmi so nam dali, in to v našem hranskem jeziku. Poslušaj, v enem gradu na dvorišči je en pavš doma nastal. In kaj tukaj pejti sliši, enega slavca jezno djava. Muha, jen je žvrgolet, jaz ne moram tu trpeti. Vidim, da so te pesmi čisto prevzele. Ko pa so tako lepe, ko bom velik, bom tudi jaz pisal pesmi. Boš pa že kaj drugega delal? To ni delo za resnega človeka, v kakšnih časih živimo. Svet se trese pred korzijskim razbojnikom, zdaj se zadi ukrepe še v našo deželo. V antikristovih časih živimo, ljudstvo pa samo tere v pogubo. Čeprav Francetu pri stricu ni bila dolg čas, se je občasno v otroški duši zlomil. Pomislil je na očetovo hišo kot edino varno zavetje, kjer bi lahko v mamino naročje zakopal svoj obraz. Tudi stricu Jožefu je bilo ob takih trenutkih hudo, saj ga je imel nadvse rad. Pomislil je na očet. Prančaku je obljubil, da bo iz njega naredil velikega gospoda. Zato ga je že jeseni odpeljal v ribnico, trivialko, šolo s 3 predmeti, veroukom, branjem in pisanjem. Na šoli je bilo malo knjig. Redke učbenike je šola dobila šele po francoski revoluciji. Učenci so pisali vsak na svojo tablico. Vas zanima, kako je izgledalo učenje? Učitelj je našteval po vrsti črke, učenci pa so jih izgovarjali za njih. Med izgovarjanjem črk je učitelj učenca suval v kazalce z nekakšnim bodalcem, da so imeli čisto krvave. Včasih pa jih je mahal po glavi ali hrbtih in jim tako dobesedno vtepal črke v glavo. Si predstavljate tak pouk prvošolčkov danes? France je bil rodoveden bistar deček. Na koncu šolskega leta je bilo njegovo ime zapisano v zlate bukve. A čeprav je prekašal sošolce v znanju, so prvo mesto na šoli vseeno prisodili sinu plemiča in neslovenskemu kmečkemu fantu. Tako je France že zgodaj občutil družbeno krivico, ki jo je moral trpeti zaradi nižjega stanu. Bilo je 3. leto Ilirskih provinc. Zdelo se je, da se bo morala nemščina, dotlej gospodska govorica na slovenskem, umakniti francoščini. V šoli so se učili po vodnikovem učbeniku pismenost ali gramatika za prve šole. Franceta ni več mikala bojna slava, prevzela ga je moč pesnikove besede. Kaj je lahko močnejše? Meč ali beseda? Ali nimam tudi jaz te moči, da bi
pesmi mi sporočil to, kar čutim. 12-letnega Franceta pa je ob koncu šolanja v Ribnici begalo še 1000 drugih vprašanj. Kako se življenje sploh začne? Kako starši? Kako lahko Bog dopušča krivice? In kako naj bom duhovnik, kot si želita mati in stric, ko pa me obhajajo take misli? Med počitnicami se je vrnil v Vrbo, a srečanje z domačimi ga je zelo prizadelo. Mati zanj ni imela časa. Posvečala se je 2 najmlajšima otrokoma, ki jo je rodila v času njegove odsotnosti. Za domače je bil France samo še študent starega strica Jožefa. Sam se je potikal po travnik okoli Vrbe, rad je posedal ob Savi in strmel v njeno pot, v neznano. Ob nedeljah je hodil k maši v Rodine, kjer se je spopredelil z osenjakovim pobom Matijem Čopom. Nista razmišljala le o Napoleonu in njegovi prevladi. Matija je v Francetu takoj začutil naivno iskrenega mladeniča, ki brez dlake na jeziku in kar prehitro pove vse, kar mu leži na duši. Svetoval mu je, naj vse, kar mu ne da miru, zlije na papir, da bomo tudi Kranjci dobili pesmi, kakršne imajo drugi narodi. Po počitnicah v Vrbi je stric Jožef Franceta vpisal v 3. razred francoske normalke, nižje gimnazije, na kateri je ravnateljeval nihče drug kot prvi slovenski pesnik Valentin Vodnik. Slovenci, tvoja zemlja je zdrava in pridnim njenega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kupčija tebe rede. Kaj pa bereš? Pesmi za pokušino. Kje si pa dobil to knjigo? Ribniški gospod dekan so mi jo dali, ker sem deklamiral na proslavi. Pa res, kaj si pa deklamiral? Ilirijo oživljeno. Kako ti je pa ime? France Prešeren sem. Stopi z mano do gospoda Žiga Cojza, boš njemu povedal tisto pesem. In France je brez ugovora stopil za ravnateljem Vodnikom pred mecena razsvetljencev Žiga Cojza. Prisluhnimo, kaj se je dogajalo septembra leta 1812 v Baronovi palači v Ljubljani na Bregu 18. Dobar dan, gospod baron. Dobar dan. Koga pa ste mi pripeljali, gospod profesor? Malega učenjaka? Franceta Prešerna. Če bo učenjak, še ne vemo, je pa si le radoveden fant. Odkot pa si? Iz Vrbe na Gorenjskem. V šola sem pa v Ribnico hodil. Kako pa kaj šola? Koliko prvih redov si imel? Same petice. In ko odrasteš, kaj boš? Stric Jožef so rekli, da lahko postanem kar hočem. Soldat ne bom, to vem. Mati bi radi, da bi bil duhovnik, kakor so moji strici. Morda bom. Kar pridno se uči, potem pa se boš moral sam odločiti. Odločiti? Sam odločiti? Ko bi bilo to tako preprosto. Pa ni. In res ni bilo. Sicer je pridno obiskoval normalko, sošolci pa se ni pretirano družil. Rad je bil sam. Veliko je sanjaril, ne več o tem, da bi bil slavni vojskovodja, niti ne o pisanju pesmi. Začutil je, da mora postati prerok svojega ljudstva, ki pozna pravo pot iz suženjstva. Za svoje ljudi je videl rešitve, zase pa... Zapiral se je vase, izogibal se je tovarišem. Čez noč se je potegnil, obleka mu je postala premajhna, med sabo in ostalimi ni več videl prave povezave. Središče in konec vsega je bil on sam. Ves čas šolanja je bil odličnjak in je za nagrado prejemal bukve, vendar so učitelji kot v Ribnici, tudi v Ljubljani,
prvo mesto v Prešernovem razredu prisodili sinu ljubljanskega finančnega cesarjevega namestnika. Sošolci in tudi France sam so sodili, da se mu je pogosto godila krivica. Sorodno dušo je našel v Matiji Čopu, rojaku z Gorenjske. Oba sta se v mestu počutila kot izkoreninjenca. Ej, pa ja nisi bolan, rumen si ko vosek. Ej, ne drži se ko kisla kumara. Malo bova spet hodila po naših travah okoli vrbe in rodin. Ja, res, malo bova tam. Kako sem že si te Ljubljane. A ne samo Ljubljane, vsega. Lej, kdo je z levo nogo vstal. Lej, kaj te bo držalo po konci. Lepota je v knjigah. Ja, dej. V šolskih učbenikih nisem našel nič takega. Te so si izmislili stari, da bi mučili mlade. Nemške, francoske, laške, latinske pesmi. V pesmih je lepota, France. Lepota, ki pomirja in osrečuje. Matija, ali tudi ti pišeš pesmi? Ne, jih pa zato raje berem. Jaz pa bom pisal pesmi. To so besede, France. To! Tistega dne so zatonila Francetova otroška leta, ki jih je usodno zaznamovalo prezgodnje slovo od doma, ukaželjnost, nadpovprečna nadarjenost in neognano zanimanje za vse, kar ni običajno za otroško dušo. Po končani normalki je do leta 1819 obiskoval latinske šole, danes bi temu rekli gimnazijo, nato pa se je v Ljubljani pisal še na licej na študij filozofije. Da ne bi obremljeval strica in domačih, se je preživljal z inštrukcijami. Materina želja, da bi se vpisal na ljubljansko bogoslovje, se vse bolj umikala. France je toliko časa preživel pri stricih, da je natančno poznal duhovske vesele, pa tudi težavne une. Presodil je, da ni za ta poklic. Odlično je zaključil šolanje v Ljubljani in se odločil za študij prava na Dunaju, ki ga je 27. marca 1828. leta zaključil z doktoratom. Njegovo dunajsko obdobje je trajalo 6 let. V tem času je pisal domov samo 3 pisma. 24. velikega travna leta 1824 je napisal to. Meni je prav zelo žal, da vam upanje vaše stoliti ne morem. Ja, ki bi bil od konca to vedel. Kar zdaj vem. To skusil, kar sem zdaj izkusil. Tako bi jaz gvišno nikoli ne bi videl Dunaja. A zdaj je prepozno. Dokler ptič po drevju okoli skače, ga jed v tičenci nastavljena prijazno k sebi vabi. Ali ker se on jedra enkrat zatikne, potlej, ga pa krov zapre, no ne more več nazaj. Ja, to so tudi meni vrata zaperte proti domu. Sramota, zgubljeni čas, zgubeleni prijatelji, nova zamira in branje, ki jo nazaj iti. In jaz vam odkrito srčno povem, da si interno sklenil velike težave raj prestati in vsako reč predskusiti, tukaj ta stan, v katerega sin se podal zapustiti in kateri mi je bil kvišno namenjen. Ker si bil v Ljubljani, dok nisem nič pravega veselja do tega stanu imel, pa me je vendar nekaj, jaz sam ne vem kaj, ven na Dunaj godilo. Smo v letu 2013. Učiteljica Tina je naročila novinarju vrhovškega šolarja na pravi intervju z znamenitim pesnikom Francetom Prešernom. Veliko zagnanih novinarjev je pesnika iskalo vse povsod. Pod vrbo, na Prešernovi cesti,
Prešernovem gledališču, Prešernovem gaju, gostilni pri Stari pošti, v osnovni šoli Franceta Prešerna v Ribnici, končno ga je našel šolar Nace. Prešerov, kaj naj ga že vprašam? Je napisal 100 knjig, največji pisatelj, je prodajal fige na tržnici, je bil zdravnik po poklicu, če je bil doktor. Kje je bil že rojen? Pod Brezo ali pod Bukvo? In zakaj moram jaz to sploh sprašovati in znati? A tako je dan današnji, skoraj pozabljen, od mladine v sovražu zasmehovali. Slovenci brez kulture. Kam smo prišli? Kam smo prišli? Ja, gospod Prešeren, a je z vami vse v redu? Kdo bi nočteno razjasniti kitare duha? A bi se želeli kaj pogovoriti? Veste, sem dolgo upal in se bal. A se že dolgo tako počutite? Srce je prazno, srečno ni. A imate mogoče kakšne travme iz otroštva? Mladosti leta, kmalu ste minule. A mi lahko kaj več poveste o svojem otroštvu? Z vami moram narediti intervju za naš časopis, Vrhovski šolar, veste? Dovolj je spominov, me pesmi pojo. Kot je napisal že profesor Vodnik, vse o tem govorijo moje pesmi. A ja, tista o Brezi, ali kako že? O vrbi. O vrba srečna, draga moja, vas domača, ker hiša mojega stoji očeta, da buka želja me iz tvojega sveta, speljava ne bila golfiva kača. Ne tako. Ne vedel bi, kako se v strup preobrača, vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharja v notranjih bi igrača. Zvesto srce in delovno ročico, zato ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno delico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Vrba. Varoval svet Marka? Mi lahko kaj več poveste o tem? Ni kaj dosti povedati. Imam občutek, da ne želite o tem pogovarjati. Mati so se zelo želeli, da bi postal duhovnik, pa sem jim vselej pravil, da nisem pevec. In da bi zato težko upravljal cerkvene obrede. Takrat sem trpil in še vedno trpim. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Prešeren je prišel na Dunaj z 22 leti. Odločil pa se za študij prava, torej za poklic jezičnega doktorja in ne za duhovnika. Je bil to torej vaš beg pred duhovniškim poklicem? Kdo ve, kragolja vgnati, ki kljuje srce? Govorite o dvomu o veri? Veren, pa vendar ne veren. To pomeni? Da ti pretežko v prsih je nosen, ali pa krv, ali ne bo. Torej, vi ste verni. Mars kateri Romar gre v Rim, v Kompostelje ali tje, ker svet Anton Jezusa varje. Tudi jaz sem se enkrat v posel podal na romanje po ljubljanskih cerkvah. Torej, ste verni. Kaj misliš, da sem kar tja en dan šel v Trnovsko cerkev zjala prodajati? Mi lahko kaj več poveste o tem dogodku? Bilo je leta 1833. Bil veliki teden je, soboto sveto, ko vabi molit Božji grob kristjana, po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana, Trnovo, tja sem uro šel 10. Trnovo, kraj nesrečnega imena. Tam meni je bilo gorje rojeno, iz dveh očes prečistega pramena. Ko je stopila v cerkev razsvetljeno, v srce mi padla iskra je ognjena, ki ugasnice ne da z močjo nobeno. Če vas prav razumem, torej ni bil problem v veri, ampak v punci. Žalostno, komu neznana je resnica. Da jo ljubim. Pesmih mojih vedna sama govorica. Da jo ljubim. Tako hudo je torej z vami. Iz srca svoje sokoli pognale, ki boleči,
molčati tle ne more. Bolečine v srcu torej. Srce mi je postalo vrt in njiva, ker se je zdaj ljubezen elegije. Torej vam je pisanje pesmi v uteho. Nekoliko da, vendar, kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje sodi. To je pa res, naši učiteljice se z njih napletle celo znanost. V njih najbrž vidijo mnogo več, kot ste vi sami. In mi, ubogi učenci, se moramo to opihljati. Drugih nisem vprašal, kaj se jim po glavi zlodi. Pa je res, da ste kdaj napisali tudi takšno, malo bolj sočno? Tudi kdaj, vendar tiste je po večini požaru plaven. Ampak večino pesmi pa ste posvetili primico Violi. Tista bogata gosp bi bila lahko vesela, da bi svojim denarjem in sinjimi očmi kupila ime, ki bo živelo, ko bo njegov šojhaščil, z njim pa tudi njegov naslov plemeniti in njegov denar že zdavnaj pozablja. Uradnikov deželne sodnije se ne manjka, Prešeren pa je samo eden. No, Tinka moja, ne pretiravaj. Kdo ste pa vi? 18. decembra 1842 je 19-letna Ana Jelovšek Franceto Prešernu rodila hčerkico. Pesnik se je deklice zelo razveselil, ni pa mu bilo všeč, da je mati dala nemško ime Ernestina, zato jo je sam vedno klical Tinka. Julija, torej ni bila ena nedivna ljubezen v vašem življenju? Ana, njej sem posvetil samo eno pesem, tisto o nezakonski materi. Kaj pa je mene treba bilo, dejte ljubo, dejte lepo. Tebi, mladi deklici, neporočeni materi. On, ki je sam bil ljubi tvoj, on, ki je sam bil oče moj. Šel je po svetu, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Moja uboga mala Tinka, težko življenje si imela in tudi sam sem bil kriv tega. In vendar so tvoje spomini name tako čisti in ljubeči. Ernestina je bila stara komaj 6 let, ko je njen oče, dr. France Prešeren, umrl. A spomini nanj so bili tako živi, da jih je zapisala v knjigi Spomini na doktorja Franceta Prešerna. Njih je napisala tudi tole. Očeta sem zadnjič videla le malo pred njegovo smrtjo decembra 1848, ko je mati mene in mlajšega bratca Franceta peljala v Kranj, kjer je živel zadnji 2 leti. Ležal je na posteli in dejal, da bo kmalu okreval. Ko smo se poslovili, smo odšli v gostilno pri stari pušči. Gostilničar Majer je prišel takoj k mizi in vprašal, če sva otroka gospoda doktorja. Mati je pritrdila. Gostilničar Majer pa je še dodal, da je oče večkrat dejal, da naj bo v sebi, ko bova starejša. To mu je preprečila predhodnja smrt. Dne 8. februarja 1849 ob 10. dopoldne so se glasili mrtvaški zvonovi zvonikov ljubljanskih cerkva, ozemljajoč, da je umrl dr. Prešeren. Vse iz Kranja je stopil v skromno sobo, kjer je smrtno prebledela še mlada ženska pri utrudljivem delu, medtem, ko so se nič hudega sluteča otroka zavzeto igrala. Dr. Prešeren je priznal svoja otroka in mirno umrl. Tako se je končalo pismo. 8. februar je zdaj naš kulturni praznik, pa 3. december, vaš rojstni dan je ta veseli dan slovenske kulture. Čeprav vsaj ne zamerite, za nas je bolj vesel 8. februar, ker ni pouka. In pa Prešernove nagrade podeljujemo, pri njih pa se skoraj vedno skregajo. In pa Prešernove čokoladne bombone imam, a boste enkrat. Konec koncev pa smo zdaj na Prešercu, najbolj znamenitem ljubljanskem trgu, kjer je vaš kip. No, kjer ste vi, a ste kaj počaščeni? To že. Vendar mi ni všeč vse, kar vidim. Kje je kakšna domovinska zavest? Ljubezen do našega jezika, spoštovanje do naše države. Živite v samostojni državi. Za himno ste si izbrali mojo zdravnico, pa se še okrog te ne znate zmeniti, katera kitica bi bila prava. Mi smo imeli svoje sanje, vi jih zdaj živite. Pa vas to spravlja kaj boljšo voljo?
Kako bi me ne? Saj veš, da sem napisal. Vremena brodokralcem se zasnile in milše zvezde, ko zdaj sijale. In pesmi bolj sloveče se glasile. Torej vam žalosti ne bo več ne razjedata srca? To pevčevo srce je. Večne pesmi obranijo trohmet. No, zdaj se vračam, kamor spadam. Ne, počakajte še malo. Pravite se vsako leto na vaš dan odvija pravi maraton vaše poezije. Recitirajo in deklamirajo stari in mladi, znani in čisto neznani ljubitelji pesmi. Taki in drugačni. Poglejte jih, saj so že tu. No, kdo bo prvi? Slovenke, prelepe žlahtne rožice, in take je mladenke, kot naše je krvi dekle. Naj sinov, narod nov, izvaš strah sovražnikov. Mladenči zdaj se pije, zdravnica vaša vinaši, ljubezni domačije, nobenaj vam ne usmrti slub, ker po nas vode vas, jo srčno branit klical čas. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase zdignimo, ki smo zato se zbrali, ker dobro v srcu mislimo. Tukaj mi naj živi, Bog na sobri je ljudi. Ga mati to lažje tako govori, jaz imam 3 brate, ti ujce 3. Brat prvi kupec je, on kupe zlata, na mero ta ujec tvoj ima srebra. Od mesta do mesta se vozi vesel, on rad seboj te bo vzel. Oddaj se k njemu, pregledaj svet, po svetu boš dokaj videl deklet. Bolj umne, bogate, bolj lepe boš videl, pozabil pa dogonije. Al ak ne znebiš se srčni hran, nazaj spet pridi čez let in dan. Mi v klostru prebiva drugi brat, kot drugi je ujec učen opat. Opat in menihi, modri možje, gotovo ti bodo ozdravili srce. Samota, post, učenost, brevir, nazaj ti spet dali bodo mir. Al ak ne znebiš se srčni hran, nazaj spet pridi čez let in dan. Moj tretji brat vojskni je poglavar, spet pridi nazaj, ne obupaj nikar. Do srca veliko ima oblast, vojščakov ljubica presvetla čast. Pred, ko te preteče let in dan, na vojski se znebil boš srčni hran. Se dolgo ugovarjal, branil je, ni ubranil, se prošnjam matere. Prijazno kupec mu roko poda, ne zdi se mu škoda za danes srebra. Od mesta do mesta seboj ga je vzel, ga prosil in silil, da bil bi vesel. Okoli mu daleč pokazal je svet, povsod je dosti videl deklet. Bogate je videl, umne, lepe, pozabil in vendar ljubce blede. In kadar preteče neki dan, spet k materi pride bolj bolan. Ko pred vsak dan obiskuje grob nje, tam milo vzdihuje in toči se vze. Poda se v kloster, kjer mater in brat je ujec, njegovi učen opat. Opasti in menihi, modri možje, nobeden srca ozdravit ne ve. Se posti, uči se in moli brevir, nazaj se ne vrne v srce mu mir. In kadar preteče let in dan, spet k materi pride bolj bolan.
Vsak dan obiskuje, ko pred grob nje in milo vzdihuje in toči solze. Se k njemu ujcu podaj moj sin, da srčnih znebiš se bolečini. Na vojsko je šel, se srčno bojval, častini mir je tamkaj iskal. In ko preteče let in dan, do matere pride list poslan. List črno je zapečaten bil, o mati, tvoj sin je mir dobil. Ne vedel bi, kako se strup prebrača, vse, kar srce si dobrega uveta, mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjem notranjih bi igrača. Zvesto srce in delovno ročico, zadoto, kot je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točom in pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Živela vsi narodi, ki hrepenita čaka dan, tako da sonce hodi, pripidi sveta bo pregnan. Da rojak, prod bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Bravo! A bo še kdo? Stoji tam lipica pod lipo hladna senčica, pod lipo miza kamnata, na 4 vogle rezana. Dolo 12 krog stoji, na njih sede fantje mladi. Prileti tja ptičica, drobna mala ščikovika. Usede se na lipico, zapoje lepo pesmico. Da kuder sonce hodi, prepir ne bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Bravo! Dejte noče nekšče kot starejši. Pazi na noge. Resno. Saj mi smo tudi povedali. Zdaj ni pa še kakšen od starejših, no.